Živijo, danes se ti na hiter oglašam, čisto spontano. Končala sem glih kar tečaj, imeli smo se ful dober, potem sem pa nekaj začela razmišljati, da v tem tednu sem dobila kup enih sporočil pa mailov, Kristi, kaj se dogaja, pa ful so čudne energije v zraku, pa jaz se počutim ful žalostno ali pa žalostnega. Pa v bistvu mi nekaj ni okej, pa ljudje okrog mene so nervozni, pa se nekaj vibrira, pa vsi me nekaj kritizirajo, pa mi nekaj govorijo, pa jaz čutim, da ne zmorem več, pa da sem utrujena, pa bi ljudem nekaj rad dal, ampak meni gre vse na živce. In zdaj, kaj se energijsko dogaja? In pa sem rekla, ne morem glih, se opravičujem, ampak res ne morem vsakmu individualno odgovarjati. In sem rekla, da posnamem eno video vsebino in nekaj sem ti še pripravila, da ti bo lažje. Okay. Energijsko gledano je ta teden, ko govorimo o mesecu maju, pa za celo polletje res ključen. Končal se je, torej danes, tole se zdaj snema, torej 14. maja, se končuje retrogradni Merkur. In zdaj, ko gre on, a veš, v ta zadnji zamah, se veš, ko hoče, a veš, največjo škodo vedno rečem, hočeš še naredi na koncu, vedno hočeš še ful potegniti energije in ful lahko ruši in ful je intenzivno na telo in vidiš, kakšna je narava. Upam, da bo narava v redu, ker narava ful vibrira. Narava je trenutno, ko bi bila malo živčna, ful se rabi pucati zaradi vse te kolektivne zavesti in tako dalje. In seveda se to tudi pozna na človeku, ampak ti ne moreš čakati, da bo zdaj sonce in da boš boljše volje in da si v redu, ker to, kar ti čutiš, ko so recimo planeti tudi tako sestavljeni, tvoje realno stanje. Tudi če je zunaj ful lep sončen dan, te po bistvu to vse skupaj samo zakrije. Tako da, a veš, nekaj je treba narediti. No, pa prihaja, razumeš, v tem tednu, kar je dobra novica, imamo v petek lunin mlaj. Lunin mlaj je dober za nove začetke in 2 dni prej se poravnata Jupiter in Luna, ampak Jupiter je pa planet zmage. Ampak zdaj, ko imaš ti planet zmage, on gre tep lahko dvojno, veš. Lahko gre on tep v totalen preboj, pa uspeh, pa da je super, če pa ti nimaš energije, pa da ti po možnosti gre vse na živce, ti pa glih kontra naredi. In potem ti lunin mlaj ne more potegniti naprej, sploh zato, v kakšnem stanju je narava. Razumeš? In ne more potegniti naprej. In recimo, ogromno ljudi bi lahko v tem trenutku, zato sem se res mogla javiti, začutili ful večjo manifestacijsko izčrpanost, ko bo prišlo sonce, se to ne bo umaknilo. Nervoza lahko ostane, slabo počutje, ful se ljudem zdaj vrača neki spomini, ful jim je naporno, ljudem gre na živce, vse, kar rečejo, te trigira. Kaj mi še ljudje govorijo, da se malo spomnim, da imajo ful strahove, da se kar ubadajo z neko prihodnostjo, pa da ne vejo, zakaj jih je tega strah. To je zdaj to, razumeš? In to se zdaj dogaja. Zdaj pa potem pa ti po možnosti poslušaš seveda kakšne duhovne vsebine, ki ti sicer hočejo dobro in vsi ti govorijo, razmišljaj pozitivno, ti si moraš to sam želeti, a štekaš, pa tako naprej in potem ti probaš na silo razmišljati pozitivno, ampak veš, da se vse ne moreš tako počutiš. In potem ti še rečejo, a veš, ja pa to je zato, ker se ne odločaš. Ti se ne odločiš, da bo tebi dobro, ti sama sebi to delaš, ni čistko. Ljudje smo bitja, ki hodimo v transformacijo, ki imamo svoje vzorce pa tako naprej in pa ljudje probajo, zdaj sem veliko tega videti umetno biti pozitivno, umetno se smejati pa tako naprej, v upanju, da bo zdaj ta umetnost, a štekaš, naredila nekaj, ampak ne naredi, samo potlači vse skupaj. In potem sem razmišljala, da ravno o tem, kar se zdaj dogaja, sem jaz pisala v najini novi knjigi, evo, tule imam, 8 ključev življenjskega cesarstva, ne, knjige še ni vzunaj, okej, bo prišla, ampak je še ni vzunaj, ampak bi vseeno rada, ker eni pač radi berete knjige, drugi pa pač ne, bi rada vseeno nekaj prebrala, ker se mi zdi, da najbolj, da to preberem, zato da ti dojameš, kako je lahko tebi boljš, okej? Zato, da ne bo to tako umetno, dobro se počutim, ampak zato, da se res lahko dobro počutiš. In če si za, bi jaz zdaj to rada te prebrala in bi res rada, da dobro poslušaš, okej?
Pa ful bi rada, da se tako udobno namestiš, pa da res absorbiraš zdaj moje besede, ker se mi zdi, da če ti s čim lahko v tem tednu pomagam, ta teden res ko ful ključen, res zaupite mi, okej, potem ti lahko tole pomaga. Okej, pa greva. Takole gre. Torej, mislim, tlele noter sicer cela tehnika, kako ti pomagam, mislim, kako si lahko pomagaš, tako da mogoče, ko knjiga prišla ven, si v telo prvoščil to knjigo, ni panike, ne bomo še sporočili, kako, ampak vsaj na način, kako lahko začneš, veš, ne moram zdaj, ne vem, 1/3 knjige prebrati, ampak kako lahko pa zdaj trenutno pomiriš neke občutke, da se te malo poboža in kako lahko vsaj z nekim prvim korakom začneš, to ti pa lahko zdaj v tem trenutku preberem. In to gre takole. Še ne tako dolgo nazaj. Kristi, vse, kar moraš, je zaupati življenju. Kristi, vse se zgodi z razlogom. Kristi, verjemi, to je bilo namenjeno. Kristi, moraš zaupati, to je vse. O moj Bog, v ušesih mi kričijo navdušeni glasovi razno raznih motivatorjev, ki v vsaki temi zmorajo ugledati še najmanjšo iskrico svetlobe. Ne dvomim, da mi želijo pomagati, a meni gre do tako strašansko na živce. Ne prenesem več tega, da moram zaupati, da moram verjeti v namenjeno in videti luč na koncu tunela. Včasih se želim zavleči v neko zajčjo luknjo, ker me nihče ne bo našel, v upanje, da v njej čas teče hitreje in da bo konec vsega. Konec razočaranj, bolečine in nehumanih izkušenj, ki se mi smejijo v obraz in me sprašujejo, ali ne bi nemara prenesla vsaj še enega udarca. Kresniti tisto luč na koncu tunela, da bo prenehala zahtevati od mene, poglej me, ali me vidiš, poglej, tukaj sem, poglej, poglej, poglej. Bodi že tiho, lepo te prosim. Življenje, kdo si? Kaj si in zakaj mi to počneš? Sem res rojena pod nesrečno zvezdo ali pa sem preprosto preveč trmasta, da bi se prepustila usodi, ki mi sporoča, da me preprosto ne mara? To so bili moji samogovori še nedolgo nazaj. Moje življenje je bilo tragikomični preplet sreče in ljubezni, katerega pa so ves čas motila razočaranja, izgube, izdaje, prejeta zloraba na vse možne načine in duhovi preteklosti, ki so me lovili prav vsako noč. Bili so bledi in nič kaj prijetni na pogled. Vsakič, ko se mi je zdelo, da sem vdihnila s polnimi pljuči, sem se že utapljala v novi preizkušnji. Ostala sem enkrat, pa drugič, pa tretjič, bila sem kot levinja. Borila sem se, borila ponosno, se s kremplji oklepala padajočega in podirajočega se drevesa, ki je grozilo, da bo pod seboj pokopalo moje nemočno telo. A nikakor se ni želelo končati. Hodila sem k vedeževalkam, gurujem, psihiatrom, skoraj do svetega Petra in vsi so imeli zame čudežne rešitve, vse z rokom trajanja 6 dni. Še moje odprto mandljevo mleko je zdržalo dlje. Ko je zunanji sistem odpovedal, se mi nekako zazdelo, da bom morala na pot reševanja kar sama. Potrebovala sem le nekoga, da me usmeri, mi poda kompas. Ampak, o Bog, ta kompas je iz sebe kričal besede, ki so me tako zelo iritirale. Slišala sem jih, kako butajo ob moja ušesa kot jezno morje obalne skale v viharju. Razumela sem, kaj želijo povedati, a kaj, ko se tako zelo nisem strinjala z njimi. Tukaj so bili namreč eni glasovi še bolj vztrajni, še glasnejši. Verjela sem, da bodo preglasili vse druge. Znani so mi bili, poznala sem jih. Ne strinjam se. Če bi bilo življenje pošteno, potem se vse to ne bi smelo zgoditi meni. Ne bom zaupala takemu življenju. Če obstaja Bog, če so na nebu angeli, zakaj potem to dovolijo? Kakšni so to dobri razlogi? Če moja duša meni namenila vse to, potem si nikdar ne želim biti ona, če sprejema tako nespametne odločitve. Lahko sem slišala besede, kako letijo iz mojih ust v vse te moje pomočnike, ki sem jih izbrala kar sama, a zanimivo je bilo to, da oni tega niso nikoli slišali. Besede namreč niso fizično poletele iz mene. Borila sem se med besedama zaupaj in nočem zaupati, a to je bila še najmanjša težava. Moje vsakodnevno življenje je bilo stvar čiste sreče ali celo loterije. Kajti vsak dan znova sem se vprašala živeti ali ne živeti. Kako blizu sem bila vsak dan k tistemu ne živeti. Da bi se vse skupaj končno končalo, le kdo lahko prenese toliko bolečine.
Nekega dne pa sem se utrudila vseh teh prepiranj in dokazovanj življenja, da si ne zasluži mojega zaupanja. Menila sem, da me življenje slišalo, pa ne samo enkrat, mnogokrat. A očitno ni imelo posluha za te moje izpade. Počutila sem se kot otrok, ki se meče na tla v trgovini, ker ni dobil ljube igrače, a njegovi mami ni kaj dosti mar za to. Nato pa se je nekega dne porodilo vprašanje. Vse te moje trditve, kaj pa če jih spremenim v vprašanja? Zanimala me praksa, zlajnana teorija na listih papirja mi je bila že dovolj znanja. Zanimala me je kako. Kako naj zaupam življenju, kje naj začnem, kako se tak proces zgodi. Obrnila sem se seveda na tiste, ki so mi vse to svetovali. Naj zaupam namreč. Odgovor je bil preprosto. Odločiš se. Stop. To pa ne drži. Jaz sem se odločila neštetokrat. Bila sem pridna, delovna, borbena, ni delovalo. Potem pa nekaj nisi delala prav. Aha, torej tisti, ki naj bi mi pomagali, me sedaj peljejo na vožnjo krivde, na tako, od katere mi bo zagotovo slabo. Na tej se bom glede sebe počutila le še slabše. Ponovno sem zguba, nekdo, ki ne razume, nekdo, ki noče, nekdo, ki ne zmore, zato pa zaslužim vse, kar se mi dogaja. Stop, dovolj tudi tega, naj vse potihne. Želim samo, da ste vsi tiho, ne morem več poslušati, se spraševati, se boriti, kričati. Tišina. Zaprla sem oči in tako preživela nekaj minut. Vsak dan sem preživljala trenutke ničesar. Ničesar nisem več zahtevala, nisem želela niti zaupati, dovolj je bilo le dihati in obstajati. Ko je tako minilo nekaj časa, se mi je zdelo, da lahko postavim vprašanje, kako naj ponovno zaupam življenju. Zapihal je nežen vetrič, niso se odkrile modrosti življenja, a slišala sem tihi glas, tako angelski in lep, ki mi je odvrnil. Mikro, makro. Mikro, makro, iz majhnega zraste veliko. Zrno na zrno pogača, kamen na kamen palača. Samo vrstnega reda nisem ubrala pravega. Želela sem na veliko zaupati življenju po vseh njegovih velikih preizkušnjah, ki so zaupanje oklestile. To ni mogoče. To sta si dva nasprotujoča si pola. Mikro, makro. Vsak si želi zaupati, vsak si želi začeti znova. Le vrstni red je treba poznati. To je to, končno se mi je posvetilo. Jaz sem en človek, moje tako želeno zaupanje v življenje pa je končna slika širšega življenjskega cesarstva. Seveda moji možgani niso niti približno vedeli, kako priti do tja. Vsiljevala sem jim končno sliko brez realne osnove. Možganom, ki so vsak dan opazovali trpljenje, sem skušala vsiliti prepričanje, da to ni bilo resnično in da je življenje lepo, v katero je treba verjeti in ga ustvarjati. In zagotovo morajo biti možgani navdušeni na tako sliko, kaj ni tako? To je ta formula uspeha in razsvetljevanja. Ne gre tako. Ti je sedaj lažje? Sedaj veš, zakaj v resnici gre? Si ti ta Kristi, ki se naslednjično prepira s stavki zaupanja? Naši možgani so izjemna stvar. Težava modernih motivacijskih, duhovnih in osebnostnih znanj je ta, da mnogokrat ne upoštevajo pomembnega dejavnika možganov. Tvoji možgani so v življenju videli že mnogo stvari, doživeli so situacije, spoznali uporabna orodja, se naučili jeziko in komunikacijo, ocenjevali medčloveške odnose, oblikovali zaščitne in obrambne odzive in še in še. Življenje, ki ga živiš danes, je skupek vsega, kar je shranjeno v tvojem umu. A iskreno vprašanje je, česar si v življenju doživel več? Intuicije, duhovnih energij ali več trpljenja? Življenje, ki ga živiš danes, je odraz čiste notranje matematike. Vkolikor imaš v možganih strani več minusov, potem živiš tako resničnost. Vkolikor je bilo minusov veliko, a je bilo plusov vseeno več, potem se zdi, da se ti je nasmehnila sreča. A ne gre za srečo, biti izbran, biti privilegiran, gre za čisto matematiko.
Sedaj pa vzemiva primer. V življenju so tvoji možgani opazovali veliko hudega. Vem, kako je, vse to sem prehodila, prav tako kot ti in dobro te razumem. Možgani so tako ves čas v pripravljenosti, saj je nekaj hudega tudi povsem običajnega. Tako se pričakuje, tako se živi. Nato pa se ti nekega dne odločiš, da tega dovolj, želiš si drugače. Prihajaš kot princ oziroma princesa na belem konju, sama sebi v odrešitev in v naročju nosiš nič drugega kot veliko zaupanje. Kaj misliš, kako se bodo na to odzvali tvoji možgani? Na vse te viteške besede o zaupanju, namenjenemu in tako dalje. Saj sploh ne vedo, o čem govoriš. Zanje ni to nič drugega kot znanstveno-fantastični film, ki so si ga ogledali že dan prej. Resničnost je enaka. Tega ne poznajo, niti ne vedo, kaj od njih zahtevaš, če tega še niso doživljali ali ustvarjali, razumeš? Možgani ti ne morejo ponuditi kreacije nečesa, kar zanje ni resnično. Še ni resnično. Mikro, makro, vsem je bilo jasno. Možganom je treba pomagati po načelu mikro, makro, ker možgani ljubijo zaporedje. Tukaj sem dala pa eno daljšo tehniko, kako ta mikro, makro gradiš, ampak tukaj bi zdaj potem 2 ure tole brala, a ne? Ampak jaz lahko iz tega naredim za tebe en povzetek. Začnite v tem tednu z majhnimi resničnimi stvarmi. Majhne iskrene stvari. Ne si dati na pleča lažne energije. Ja, zdaj manifestiramo, ja, zdaj delamo, ja, zdaj se imamo dobro, če se tako ne počutiš. Naredi eno majhno stvar zase, ni se ti treba na veliko zdaj vršiti v zaupanju življenja, ampak eno stvar zase, da rečeš, hočem pa začeti. In to bo v tem luninem laju te prinesel največ. Razumeš, samo če bo iskreno. Daj si en cilj ta teden. Nekaj da narediš za sebe. Mogoče je to meditacija. A veš, mogoče je to, da greš nekaj raziskati. Mogoče je to odločitev, ne vem, da ko pride ta knjiga ven, da si jo kupaš. Okay? Nekaj, ampak naj bo iskreno in ne si govoriti, jaz sem slabe volje zdaj, zato ker je zunaj tak vreme. Ne more vreme vplivati na te. Ne, v tem tednu, če si samo iskreno priznaš, kakšno je tvoje življenje in zakaj to, kar mi pišete, ti čutiš razočaranje, zakaj imaš take odnose, zakaj se ljudje tako obnašajo, to ne mine. To je matematika, to se, razumeš, zračunali v tvoje življenje. Ampak ti lahko to preračunaš, prekalkuliraš in lahko spremeniš. In zdaj je to obdobje, ker se res nas poziva, da je to treba narediti. Če ne, ko bomo mi prišli jesen, se bo to samo še bolj naložili. Vse vidiš, kaj se na kolektivni ravni dogaja, kar se nikoli prej ni dogajalo. Okay? Lahko pa narediš, jaz ti toplo svetujem, lahko pa narediš, evo, to je moj nasvet, en mikrokorak, obljubam ti, da bo prinesel še, verjetno še večji makro učinek, zato ker traja seveda dlje časa kot ta video vsebina, kakor ta video vsebina. Mikro tvoj korak bi bil, če mene vprašaš, je, da svojo lepo zadnjo plat naložiš v avto in si v petek 19. maja ob 19. uri v dvorani Smelt. Veliko ljudi v Sloveniji misli, da imava v petek midva z Mihalom predstavitev te knjige. Nimava predstavitve te knjige, ker jo nočeva prodajati in nimava dogodka za to, to so ljudje čist napačno dojeli, ampak je dogodek, kjer bova to knjigo zastonj zraven dala, zato to ni predstavitev knjige, ker jo ni treba predstavljati, če ti jo itak mislim dati. Okay? V petek imamo mi dogodek, ker sva midva z Mihalom skanalizirala 6 korakov in 6 točk, ki pa niso v knjigi. 6 korakov, 6 točk, ki se bojo vezale na to, kako se postaviti za sebe, kako postaviti osebne meje, kako postaviti odnose, potem kako najti življenjsko poslanstvo, za vse one, ki pojma nimajo, kam bi se sploh obrnili, kako najti življenjsko poslanstvo. Ful velik stvari bomo naredili, torej kako v bistvu graditi pač neko manifestacijo, da lahko z nečim začneš, ampak ker pa seveda je večer lunjega mlaja, bomo seveda tudi delali eno večjo manifestacijsko meditacijo vsi skupaj. Tako da to je 6 točk, ki smo jih posebej delali in ki smo jih hoteli v živo izvesti, to ni šlo, da se naredi na spletu, ker rabimo občinstvo.
a veš. In tukaj bojo noter interaktivne vaje, okay, na katerih, jaz sicer mislim, da ljudje res ne smeš siliti to, jih lahko gledaš ali pa jih opazuješ, pa še en zvezek ti damo za darilo, pa si vse skupaj zapisuješ. Potem boste pa, lahko bomo imeli ful velik del dogodka, boste lahko postavljali vprašanja, konkretna vprašanja. Mi da z Mihaelom sva dobra v tem, da to odgovorila. Torej, meni se to dogaja, mi rečejo, kako naj odreagiram. In vi se boste, ko bojo pripravljeni vprašati, ful učili z teh vprašanj. In bomo tako delali. Pa so pa še ne smem zdaj preveč razkriti, ne. Potem smo pa pripravili še neke interaktivne stvari, ki tebe ne da ti midva zdaj ful sugerirava, ampak da ti sebe pripeljaš do odgovora. In to je tako, res to se mora tako ful doživeti v živo. A ne? In to ni predstavitev knjige, samo tako, da veste, ampak ker se mi pa zdi, da tak dogodek, pa taka spoznanja plus ta knjiga, da bi lahko pa po dogodku potem še to knjigo prebral, to se mi pa zdi zmagovalna kombinacija. In to se bo dogajalo v petek, zdaj sem pravila to razložiti. Okay? Tako da, tvoja naloga je samo, in mislim, tako, glede na to, kaj dobiš, je dogodek praktično zastonj. Okay? Razumeš? Tako da jaz ti res svetujem, da si tam, da še koga pripeljaš zraven, zato da dobiš odgovore, pa dal ti bomo tudi zvezke, to si lahko zapišeš, ker to je čista formula, kako lahko po tem obdobju, ki je bilo težko, začneš znova, pa se pobereš. Eni ljudje se ful tako, veš, počutijo, ja, pa jaz ful nisem za med ljudi, pa jaz sem rajš sama doma, ne tako razmišljati, ker doma, ko si sam s sabo, se ti nič ne spremeni. Ljudje smo tukaj, se povezujemo, ker smo skupaj, smo močnejši, sploh, ker smo na takih dogodkih, smo močnejši. To ni isto, kakor iti, ne vem, nekam na nek koncert, ker se ga ful napijajo. Ni to ista energija, veš. In tudi če daš ven iz svoje cone udobja, dobiš to energijo in dobiš taka sporočila, ki se bojo samo tam, razumeš, nekako odvila. Tako mi da z Mihaelom te res ful toplo vabiva na to, a ne, da zavzameš še ta neka zadnja mesta, ker se ti res plača, ful bi ti rada pomagala, veš, kak program sem naredila, veš, ko je to dober, tako res, mislim, da nismo nikoli še imeli tazga dogodka, ne. Tako da, hitro se prijavi na potovanje-duše.si, povabi še koga zraven, sploh če veš, da je žalosten za v življenju, nikakor ne prebije, zato ker se ne bomo pogovarjali o lepih stvareh, pa razmišljali pozitivno, to bojo tehnike, to bo struktura in tudi tukaj noter so pol tehnike in struktura, ne. Tako da itak knjigo dobiš, je tvoja, na koncu bova podpisala, kolikor dolgo bo treba podpisala, sporočila, eno stran so si tukaj prav pustila na začetku z Mihaelom načrtno, pazi to v knjigi, prazno, zato jo lahko noter posvetila dala, a ne. Tako da boste lahko to brali. Če pa res, ko ne moreš priti, tako res je neka stvar, ki je življenjsko pomembna, bo pa ta knjiga na voljo po tem datumu. Bomo še sporočili, kako spremljali novice. Upam, da si zdaj boljš, upam, da zdaj veš, da ti ni treba narediti neke velike stvari, groza, ki ti to ne zmoreš, mikro, makro. Čakaj, moram prebrati, sem napisala pol, to poglavje sem jaz pisala, z Mihaelom on jih je napisal 4, pa jaz sem jih napisala 4 in sem klele noter in potem sva te ključe napisala in sem napisala mikrostopnica, velik cesar, cesarica. Ko jaz ti to definitivno želim, zato zdaj vem, da če si to poslušala, malo veš, kaj delati z energijami tega tedna, tako da želim ti vse dobro in upam, da se vidva v petek. Lepo se imej, čau.